N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Ta pogovor sicer snemamo še v starem letu, a objavila ga bom na prvi dan novega leta, zato najprej vsem vam, ki me spremljate, srečno novo leto. Želim vam, vsem nam, da bi bilo mirno in prijazno. Z mano je danes Tina Vrmjak. Živja. Igralka, prvakinja drame, igralka, ki dobi Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada. Gospa Vrmjak, čestitke in hvala, da ste prišli v N1 podcast. Najlepša hvala za čestitke in za povabilo in se pridružujem željam. Za novo leto. To bo zdaj vaš prvi intervju od razglasitve, da prejmete nagrado Prešernovega sklada. Do februarja, do prireditve na predvečer kulturnega praznika je še dober mesec. Je ta nagrada v vas sprožila nek, mogoče tudi obračun s sabo, vaše, lastno preštevanje tega, kar želite in česa ne, v smislu, kam bi radi šli naprej v igralstvu, kje se vidite, kaj početi? Torej, ali je ta nagrada tudi nek katalizator, ne samo v smislu preštevanja za nazaj, delanja obračuna za nazaj, ampak lastnih želja za naprej? In kakšne so, če ja? Predvsem bi se strinjala s tem, da sproža nek obračun. Seveda je zelo velika potrditev, zato ker jaz sem v zadnje par letih, se mi zdi, se res veliko investirala v razne projekte pa vloge in sem zelo vesela, da je ta pravzaprav kompleksna komisija Prešernovega sklada to prepoznala. Hkrati se pa sprašujem, in to si jaz ne morem pomagati, ker zmer pa mi tole trka malo v glavo. Veliko faktorjev je, ki vplivajo na to, da nekdo nagrado dobi. Vedno je to splet nekih okoliščin, mogoče tudi naključij in pa seveda kvalitetno opravljenega dela, pač to ni zanemarljivo. Ampak se zmer vprašam, kaj pa bi bilo, če ta en faktor recimo bil manjkal in se to ne bi zgodilo. Kako bi pol jaz zdaj za nazaj gledala na vse to svoje opravljeno delo, ker zdaj ta potrditev da temu neko konteksta. In tudi kontekstu javnosti in v gledališki sferi in tako. To razmišljam, pa tudi je hecno, ker so te vse krasne obrazložitve, pa opisi, pa neke reference, ti pol tudi dajo tako. To so seveda konstrukti gledalca in pa pač strokovne javnosti na podlagi tega, kar jaz delam, ampak v bistvu jaz recimo do te točke, mogoče enih teh vlog nisem videla tako, kakor so opisane in se mi zdi zanimivo to brati, hkrati se mi, in v bistvu velik kompliment, hkrati se pa bolj sprašujem, a je to ta vsebina, nek tak blag pritisk se sproža, čutim, v tem. Za naprej pa ne vem, daje mi hecno, da v bistvu nagrada to sproža, ampak sproža, ker v takem sistemu delujemo, nek mir, neko pomirjenost s sabo. Nisem pa v okviru tega veliko razmišljala za naprej, ker jaz imam nekaj zastavljeno in v matični hiši v drami, in nekaj bom snemala in tako. In pač to, kar je, to je začrtana pot, velikrat se pol tudi kaj spremeni, ampak da bi pa bila ta nagrada nek katalizator, kot ste rekli, za premislek za naprej, za moje delo, pa ne. Mislim, rada bi delala še kakšne avtorske projekte, ampak to je vse odvisno od časa pa prostora. Veliko ga je potrebno, da se lahko to dela. Tako. Ob tej obrazložitvi, o kateri ste govorili, Tina Vrmjak je že nekaj časa zanesljiva, vselej profesionalno odlična igralka v ansamblu SNG Drama Ljubljana. V zadnjem 3-letju pa je docela izoblikovala svoj izrazito sodobni gledališki izraz in ustvarila cel niz vrhunskih, raznovrstnih in obenem avtorsko prepoznavnih vlog, ki jo kažejo kot zrelo ustvarjalko širokega razpona in izjemno domišljenega angažmaja. Tina Vrmjak je gledališka ustvarjalka posebnega tipa, ni reproduktivka, ampak resnična soustvarjalka in soavtorica predstav. Predstave, ki so bile omenjene, so seveda Alica, Mrakiada, Zdravnica, Veliki diktator, Kako je padlo drevo, Dan, ko jaz ni bil več jaz, Kar hočete, Za narodov blagor in Sirano. V tej obrazložitvi še piše, da v vseh teh naslovih je vaša etika dela jasna, so ustvarjene režijske koncepte, oblikuje igralske partiture, premika kanonske like v sedanjost in s svojim mislečim telesom prevzema odgovornost do partnerjev, besedila in gledalcev. Je kar wow, se strinjam. Kako se je to, kar je komisija prepoznala, gradilo v vas, v vaši karieri?
Mislim, ta recimo, kako se izrazi ustvarjalna gledališka etika, ne, to je definitivno nekaj, kar se učim že odkar sem prišla z akademije v Dramo, od svojih sodelavcev, od avtorskih ekip, ki prihajajo, ne, s katerimi delamo predstave, in je to, mislim, da nekaj, kar je kar gonilo občeno. Ni to nekaj, v čemer sem jaz pionirka, ampak je nekako, se mi zdi, vsi igralci nekako hočemo ali pa večina odgovorno vstopati v projekte, pa v bistvu soustvarjati vsebino. Se mi zdi, da gledališče že nekaj časa ni več prostor poustvarjanja in tudi igralci nismo več poustvarjalci, ampak smo v bistvu avtorji vsebine, vlog, zato ker tudi delamo veliko kanonskih besedil iz enih prejšnjih časov, ne? In je nekako logično, da jih reflektiramo z pozicije sedanjosti. In zmeraj je tukaj noter nek razmislek. In se mi zdi to temu pritiče, no? In nekako se to oplajamo en z drugim. Meni je zelo pomembno, kaj postavljamo na oder. Za gledalce, ki to gledajo, za mlade gledalce, ki to gledajo. Se mi zdi zelo odgovorno, z katerih perspektiv osvetljujemo te teme, no? In glede tega premikanja, torej kanonskih likov, za Ars ste rekli, za torej nacionalni radio, da je publika za vas zelo pomembna, da je pomembno, na kaj gledališču navajamo, kaj jim posredujemo, tako kot ste zdaj nakazali. Teater mora z repertoarno politiko standard dvigovati, ne pa jih nižati. Jih preveč niža v sedanjem času in kje bi ti standardi morali biti? Jaz mislim, odvisno je od teatra do teatra, od poslanstva, od financerja, od tega je teater odvisen v veliki meri od tega, koliko publike bo prišlo in tako. Drama je javno gledališče, ki ga financira v veliki meri Ministrstvo za kulturo, ne? In se mi zdi, da mi ne rabimo podlegati nekim komercialnim vplivom, ne? Ker obstaja prostor za to in obstaja prostor za to. In se mi zdi, da se tudi ne rabimo bati predstav, ki na prvi pogled ne pritegnejo pač polnih dvoran, ne. In s tem, ko mogoče se oddaljujemo od nekih teh komercialnih hitrih rešitev, ki so lahko zelo zabavne in prijetne za gledati, in tudi jaz to rada gledam. Ne želim zdaj nič dajati na neki lestvici gor ali pa dol. Ampak se mi zdi, ja, ne vem, Narodno gledališče je prostor, ki lahko ponuja nek razmislek, ki ga mogoče drugi prostori ne, bolj komercialni, in da je lahko malo bolj zahtevno, no? In da če na ta način, če to ponujamo kontinuirano gledalcem, jih s tem tudi nekako navajamo na nek način obravnave vsebine, pa na določeno vsebino, ne? Če pa razmišljamo, kako bomo naredili čim več kasa štikelcev, seveda je prav, da jih ima tudi Narodno gledališče, ampak potem pa tudi publiko navajamo na to, kaj gledajo, ne? Tako se meni zdi. Pri premikanju, torej, ko gledamo recimo neke te kanonske predstave, ne, pri premikanju teh likov v bolj sodobno verzijo, če lahko tako rečem, čemu tukaj sledite kot igralka? Ne? To je tudi omenjeno v bistvu tej obrazložitvi. Ne? Tle so prepoznali neko vašo vrednost. Na kak način to narediti, da v bistvu doda tej drami, ne pa odvzame? Ja, slediti skušam seveda nekemu svojemu notranjemu glasu, ki me na nekaj opozarja, kjer se mi nekaj upre, kjer se mi zdi, da mogoče, ne vem, v primeru Kar hočete od Shakespearea, igram eno mlado dekle, ki se v besedilu zaljubi v enega gospoda, ki je v bistvu po današnjih standardih narcis in ki ne sprejme ne za odgovor, ne, ki v bistvu dvori eni baronici in ona ga zavrača in vztrajno
dvori še naprej in ne pristaja na ta njen ne. To dekle, ki pa sem jo jaz igrala, pa v bistvu je po besedilu vanj zaljubljena slepo in ničesar ne postavlja pod vprašanje. Ne? Ona samo sledi tej svoji ljubezni. In recimo v tem primeru se mi je zdelo v bistvu grozno, ker to je to, kar je vsebina, nič se iz tega zares ne zgodi, da bi potem predstava širše neko poanto izvlekla, ki bi bila smiselna, ne, v tem pogledu. In se mi zdelo grozno, da v bistvu je to, kaj postavljamo na ogled, ne, in da recimo mlade ženske to gledajo in to je ta protagonistka, ki v bistvu, ne, in sem si zelo želela ta premislek nekako tudi v lik vpeljati. Tu se pa seveda pojavi poetika predstave, neka uprizoritvena misel, režiserjev koncept, režiserkin koncept, soigralci, ki imajo tudi svoje vloge, o katerih razmišljajo in ki imajo svoja stališča. Ne? In na koncu prideš do tega, da je to skupno delo in da mora vse to nekako sovpadati, ne? Da neka vsebina pride ven, tudi sam vsebina moje vloge, ne morem sama proti vetru se boriti. In v tem primeru je pač se zgodilo tako, da se je režiser strinjal s temi mojimi pomisliki in da so ga zanimali in tudi kolegi soigralci so nekako na podoben način razmišljali oziroma smo bili v nekem dialogu in se je to lahko izšlo. Ne? Tako da na ta način se to dogaja v bistvu. Pri Cyranoju je bilo podobno? Tudi, seveda, tudi, ja. Za Mrakiado, ne, je v bistvu režiserka Nina Rajić-Kranjac, ki je bila tukaj pri meni pred 2 letoma. Ne vem, če je rekla ravno za to predstavo, ampak nasplošno, ko smo govorili o tem ustvarjanju predstav, in je ona nekako rekla, da med predstavami časa ne dojema na enak način kot sicer. Malo metaforično je rekla, da gre pri njej kot za en trans. Kakšen je vaš čas med predstavo, ko igrate? Različni časi so. Čisto odvisno od predstave do predstave. Včasih se ti zdi, recimo Mrakiada, ki ne samo zaradi tega, ker je trajala 4 ure pa pol, ampak tudi zaradi tega, ker je bilo notranje trajanje zgodbe razpotegnjeno čez desetletja. Ne? In ti si nekako vpet v to vsebino, se je zdelo, da smo prišli zjutraj, pa naslednji dan zapustili predstavo. Kakšna predstava mine ka blisk, ker si ves čas na odru toliko vpet v dogajanje, nimaš niti časa razmišljati o nekih teh realnih okoliščinah. Kakšne se lahko pa tudi zelo vlečejo. Je lahko pa tako, da je ta odrski čas zelo dolg. Ne mine. Alica, ki je predstava o smrti, smrtnosti, ob tem, ko je o smrti, je vedno tudi o življenju. Je pa tudi preizpraševanje igralke, ne, igralstva. Ne. Torej gre za igralko, ki je umrla. Veliko je črnega humorja v njej. Kakšna so pa čustva zadaj? Se mi zdi, da tudi predstava nekako z distanco naslavlja ta čustva, ki so zadaj. Velikega, ker to, da ona umre, ne, in se zave svoje smrti, predelamo zelo hitro v predstavi. Ne. En moment je temu namenjen. In v izogib neki sentimentalnosti, pa patetiki, pa temu realnemu dojemanju smrti, ker smo to vseeno predstavili v nek gledališki okvir, gremo hitro naprej in grem hitro, se sem sama na odru. In se zelo hitro dogajajo ti preklopi med nečim zelo močnim čustvenim, recimo neko žalostjo ali pa grozo ob izgubi življenja, ne. Gremo zelo hitro v humor in pol iz humorja spet naprej v nekaj, kar zareže. In se mi zdi ta gibkost vsebine, ne, ki se podaja, pa način, na katerega se podaja, te lahko gledaš zelo razpre in potem pa hitreje ene stvari butnejo noter. Ne. Čustva, kot ste me vprašali, v predstavi oziroma zadaj, je pa veliko enega besa, jeze, cinizma, negotovosti, ki so vsa povezana z ustvarjanjem, s preizpraševanjem sebe,
svojih zmožnosti in pa seveda okoliščin, pa kontekstov, v katerih ustvarjaš, ne? S katerimi se mogoče kdaj ne strinjaš. In tako. Vem, da, ker ste to rekli javno za radio, mislim, da tudi, da zelo ločujete med tem, kaj je igralska vloga, pa kaj ste vi. Da s tem nimate nobenih težav, da potem, mislim, da ste rekli, pač se v garderobi preoblečete in greste domov in se ukvarjate z otrokom. Ampak vendarle, kaj recimo pa nosite domov? Recimo iz Alice, koliko vas je v Alici? To je zato vprašanje, ki ga postavi. Ja. Mislim, mene v Alici je ogromno, zato ker sem jaz v tem primeru res soavtorca koncepta, ne? In v bistvu pač vloge se med sabo razlikujejo, ne? Tudi načini uprizarjanja se razlikujejo in tukaj je zelo tako, jaz sem v bistvu jaz na odru, čeprav mi zmeraj radi rečemo, da je temu konstrukt mene. Ne, tako kot je moj pogovorni jezik, je vedno konstrukt, ne, vedno se dogovorimo za neka pravila. Ampak še zmeraj, ja, to je pač preizpraševanje poklica, kot ga doživljam jaz, in smrti, kot jo doživljam jaz, in Eva Kraševec, in Luka Marcen, in Tatjana Stanič in tako, ampak jaz sem vseeno tam v ospredju in jaz sem v bistvu vso to besedilo nekako morala ponotranjiti in ga tako narediti, da ga lahko interpretiram, ne. Ampak to sem pa rekla, ne, v odnosu do teh, se mi zdi, iz mojega gledišča romantičnih predstav o igralskem poklicu, da te vloga naseli, ali pa da potem ne moreš izstopiti, ali pa da kar ene stvari delaš tako, kot bi. Tega ne doživljam tako, čeprav je to čisto legitimno in marsikdo to na ta način doživlja. Kar pa nosim domov, je pa. Zdaj vidim, ko delam začeli smo delati eno serijo na RTV-ju Trezor. Smo imeli malo vaj, malo spoznavanja in v bistvu po dolgem času, ker sem en čas delala ta kanonska besedila, ki so me zmeraj znervirala do neke točke, ne. Da delam neko vsebino in da pridem domov sproščena, pomirjena, nekako vesela, če čisto poenostavim, ne. Ker se mi zdi, da se ukvarjam z vsebino in z okoliščinami tega lika, ki so sodobne, in da se mi zdi, da ni treba, kako bi rekla, to, o čemer sva prej govorili, emancipirati tega lika. Da vas iznervira. Ja, ker je to že vpisano noter in lahko se res z neko eksistencialno situacijo ukvarjam. Recimo Sirano, Roksana ali pa Helena iz Narodovega blagra. So pa pač pisane so bile takrat, kot so bile pisane in so izhajale iz neke zasebne sfere, prek svojega telesa so vstopale v javnost, prek teh nekih svojih seksualnih čarov, kar je vse super in zanimivo in tudi fino dela, da me ne boste razumeli, da jaz ne želim takih vlog delati, zelo veliki izziv so. Ampak, ko se tako nabrojijo, pa je malo too much mogoče, no. Mislim, too much. Odvisno je seveda tudi od konceptov, ki niso zmeraj najbolj naklonjeni tej refleksiji, no. Tako. Torej, so nekateri režiserji bolj naklonjeni, drugi manj, če vas prav razumem. Ja, zato, ker izhajajo iz različnih ozadij, v različnih obdobjih so delali, različne generacije ljudi so to, ne. Serijo, ko ste omenili, režira Luzar, ne. Drugače je pa ekipa, če sem prav videla, zelo podobna kot pri Jezeru na Lizanki, ne. Jeseni prihaja na male ekrane? Jeseni, ja. Snemali bomo, mislim, da marca pa aprila. Jeseni pa bo na televiziji. In pravite, da vam je nekako blizu, oziroma da ste lahko skočili vanjo? Ja, zelo je zanimiv scenarij, tako v bistvu dogaja se v Ljubljani, zgodi se en dogodek, zdaj pa ne vem, koliko lahko razkrijem, zato ker so twisti seveda v teh 5 delih, ne, ampak nekaj groznega se zgodi, en kriminal in ta Sonja, ki jo igram, se znajde na sred tega in potem v bistvu celo serijo, vse dele ugotavljamo, a je ona osumljenka, a ni, a je kriva ali ne. Hkrati pa v bistvu to, ker ona je pač majhen človek s svojo zgodovino, ki je zelo specifična in jo zelo stigmatizira, se v bistvu bori na tej neki fronti, hkrati imaš pa v bistvu nivoje tudi velikih rib, ki nekako vplivajo na to družbeno kolesje.
ki pa potem na koncu poje majhnega človeka. In mi je fino, ker se dogaja na več nivojih, spremljamo iz različnih vidikov in je zelo bogat scenarij in ful so zanimivi liki. Sploh ta Sonja. No. Všeč mi je tudi, ker v enem trenutku v bistvu se odloči, da ne bo več pustila, da jo melje to kolesje, ampak vzame stvari nekako v svoje roke, pa se aktivno v bistvu začne boriti za to neko svojo svobodo. Ampak ne naivno, no. To mi je všeč, ker ni tako na prvo žogo. No. Druga serija, v kateri vas verjetno, več jih je bilo, ampak verjetno vas najbolj trenutno poznajo tudi pri Gospodu profesorju, v tej seriji ste sodelovali. Torej, tam je tudi kar nekaj otrok, najstnikov oziroma mlajših igralcev. Ne? Kako ste z njimi sodelovali? Zelo lepo. Ja. Ja. Ena taka lepa generacija, so tudi oni med sabo, so se tako lepo povezali in je to bilo blazno fajn spremljati, v bistvu, kako so solidarni, kako se podpirajo, kako si v bistvu tako zelo profesionalno ustvarjajo prostor v prizoru, da nekdo, ki mora, da pač ali spade duhovito, ali da ima ta prav fokus. Zato seveda pa tudi montaža na koncu naredi, ampak je valjda pomembno tudi, kaj se dogaja na setu. Hkrati pa so bili tako dobro pripravljeni. Tudi v prvi sezoni jih je Tijana pripravljala kot, kako se že reče, acting coach. In jim je bilo zelo lepo parirati tudi igralsko. No. Ste pa tudi vi začeli zelo zgodaj v srednji šoli, v gimnaziji v Mariboru? V bistvu še bolj zgodaj. Še bolj zgodaj? Spomnila predvčerajšnjem, ko smo se vozili iz Maribora in smo poslušali Sapra Miško z družino. Sem se spomnila, da sem v osnovni šoli, to pa še nikjer nisem povedala, mislim, da v 2. razredu igrala tega mišji strah je tam, en lik, en duhec. To je bila moja prva vloga. Potem pa v srednji šoli sem sodelovala pri gledališču Gnosis. Čisto po naključju sem vstopila v to gledališče, mislim, da sem se nekaj zmotila in sem šla v amfiteater in tam je bila liha audicija za Alamuta in pa sem dobila glavno vlogo in pa sem v bistvu 3 leta vztrajala v tem gledališču, delali smo zelo različne stvari, ampak na tak kar temačen anarhističen način, ker smo imeli enega zelo zanimivega mentorja, Svita Vurberškega, ki je v bistvu gledališki sladokusec in v bistvu obožuje gledališče in igralce in smo veliko tudi med pripravami za te predstave, tako kot ena majhna predavanja imeli o slovenskem gledališču pa o ustvarjalcih, ki sem jih na ta način spoznala, še preden sem jih v resnici videla. No. Vedno znova se mi zdi, da se tukaj v teh pogovorih pri meni vračamo z različnimi sogovorniki na to, kako zelo nas zaznamujejo v bistvu neki pedagogi, recimo, v osnovni ali srednji šoli in koliko pomeni to, če so ali če umanjkajo. Ja. In kaj dajo tem otrokom, ali v otrocih vidijo nek potencial, vlagajo vanje, se vidijo to dobro, ali pač je nekdo, ki zgolj po nekih birokratskih pravilih. Vatlih deluje, čeprav je zdaj se mi zdi, tako kot je zastavljen izobraževalni sistem, zelo težko mimo teh vatlov delovati še kako drugače. Ne? Se mi zdi, da jim to ogromno energije vzame, malo imajo pristojnosti. Ne? In je težko, tako da je res vsak učitelj, profesor, vzgojitelj, ki je pripravljen iti še čez to, pa vložiti še več energije, res, mislim, dragocen. No. Jaz sem imela par takih v vsakem nekem tem obdobju, osnovna šola, srednja šola, akademija, nekoga, ki mi je zelo zaznamoval, pa ki me je zelo lepo podprl. Tako. Pomeni, ne? Ja. Vidim tudi pri hčeri, kako lahko hiter učitelj ubije željo po obiskovanju šole. Kako se to lahko hitro zgodi, odvisno od tega. Kdo je? Ja. In kakšen je? Zelo. Odzivih med publiko v dvorani, med predstavo Alica, ste za nacionalni radio, torej za Ars, kot sem prej rekla, razlagali ste, da čutite, da recimo, ko je premalo odziva publike, da se vam zdi, da morate vi oddelati za njih. Pa gre mogoče kdaj lahko zgolj zato, da pač je malo drugačno občinstvo, ki se malo drugače odziva, malo drugače reagira, bolj vseb.
A je to ta pritisk tega vašega poklica, ki ga čutite? Je publika tisto, kar vam je največji, rekla, ne izziv, ampak kot pritisk? Kaj vam je v vašem poklicu največji pritisk? Publika definitivno, ne? Ampak recimo, zdaj, če čisto iskreno govorim, ko gremo na kako gostovanje, ne? Kjer smo razbremenjeni te naše publike. Slovenskosti. Pa niti ne slovenskosti, ampak stroke. Strokovnega mlina. Jaz mislim, da meni osebno to izvaja zelo velik pritiska, ampak mislim, da z leti spet zmer manj. Vidim, da sem veliko bolj sproščena, kakor sem bila včasih. Včasih sem imela občutek, da moram pač ugoditi vsem, da moram vse navdušiti, ampak to absolutno ni mogoče. Ne? In nekdo bo to, kar delaš, se mu bo zdelo genialno, nekomu drugemu pa pač ne bo potegnilo in bo proti nekim njegovim, proti okusu, proti načelom, ne vem, kakorkoli že, in pač ne moreš. In ko se tega razbremeniš, dejansko lažje ustvarjaš. Ne? In pa vidim, ko gremo v tujino, in to se tudi dostikrat med sabo pogovarjamo, je pa neka taka razbremenjenost, s tako lahkotnostjo igramo. In jaz bi rekla, da je to ta razlika, no? Da tam te nihče ne pozna in ne, predvsem pa ni te naše stroke, no? Tako. Pa gledališke srednje. Drugače pa tole glede Alice, ki ste rekli, da jaz še moram, se mi zdi, še več odigrati v tem dialogu. Hecno je, ker se tudi v bistvu predstave naučiš igrati. Ne? En del je to, kako se ti pripraviš do premiere, ne? Pa narediš vlogo, vse te situacije, tehnično, fizično, da je vse točno in na polno, ne, igralsko polno. Pa pride pa publika, ne, to je pa faktor, na kjer ga ne moreš vplivati, ne. Zdaj ene predstave so bolj zaprte vase in je spet ta vpliv manjši, ne, ene so pa pravzaprav tako kot Alica, ki v bistvu ves čas igra s publiko, ne. Nekako mi moramo znati v vseh situacijah se odzivati. Najbolj idealno je, da se odzivaš, ne, da ti nimaš naprej pripravljenih vseh mogočih rešitev, ampak da v bistvu to, kar je trenutek, na to se odzivaš. Takrat si pa tudi najbolj gibek, a ne, v igri tudi, a ne. In to se mi zdi tudi, zdaj smo imeli že nekih 28-29 ponovitev Alice, tudi naučila, da me tudi prazna dvorana več ne plaši in tudi v bistvu s tem nekako znam igrati. Ampak to je bil proces. So res bili trenutki vmes, ko se mi je zdelo, ko sem imela eno polno dvorano, pa naslednji dan ni prišlo toliko ljudi, pa je bilo tako, kada nekaj manjka meni, kada mene ne napolni njihov odziv, ampak v bistvu je to zato, ker sem bila navajena na en močen odziv in tega sem imela kot normo, ne. Nisem pa nekako vzela upoštev, da pač lahko je pa ta odziv tudi tak in to je tako, kot midve zdaj ga se pogovarjava, pač se pogovarjava, vi nekaj rečete, jaz nekaj rečem in če se poslušava, tako je tudi s tem, ne. Ampak o tem je lahko govoriti, pol ko si v situaciji, jaz sem rabila leta, da zdaj sem lahko tako, kar bo pa bo. In pa grejo stvari narobe, tudi recimo v predstavi grejo stvari narobe, ampak ker ima predstava močno strukturo, pa ker sem jaz na nek način v njej suverena, se lahko s tem igram. No. Kaj pa je šlo kdaj narobe? V tej, ki sem jaz videla, ni šlo nič narobe? Šlo je, na eni predstavi šlo vse narobe. Najprej se ni pojavil video, potem na eni točki potegnem neko vrv in pade reflektor dol, ampak ni padel. In jaz imam na ta reflektor cel 10 minut potem še predstave narejen, da je ta reflektor padel in na to se odzivam, ampak ni padel. Ampak sem vse nekako preigrala, se pravi, sem povedala, no, zdaj imamo pač tehničnega škrata v onstranstvu in tukaj zdaj mogo pasti ta reflektor, ampak ni, zdaj si pa predstavljamo, da je padel in pa sem nekako iz tega izhajala. In je čisto funkcionirano. Publika pa se mi zdi tako ima najraje, ko grejo stvari narobe. Sploh, da kdo pride večkrat gledati predstavo, ne samo Alice, ampak tudi druge, recimo te neke kultne predstave, kot so bile Art, Yes in tako. Poznamo eno gledalko, ki je gledala, mislim, da Art, če ne 10-krat. In primerjala? Seveda, in najbolj je uživala takrat, ko so bile stvari, ko se je nekaj zgodilo, kar ni bilo pričakovano. Pa so se igralci na to odzivali. Vsi v tem uživajo. Tudi v novinarstvu moram reči, da je tako. Novinari sicer ne uživamo v tem, ampak gledalci pa, torej, če bo črnina na televiziji, bojo najrajši gledali. Ampak če šlo bomo na smeh. Tako.
Kaj pa imate vi od Alice? Mislim, kaj dobite s tem, ko jo igrate? A vam je ta predstava recimo pokrila to, kar ste pričakovali, da boste imeli od nje? Ja. Ja. Ta predstava se meni zdi eno zelo močno izrazno sredstvo za neke moje razmisleke, ki so se seveda oplajali z razmisleki cele snovalne ekipe predstave. In v bistvu, ker je tako razgibana, pa ker je tako intenzivna, pa ker je zdaj že tako obvladam, je izjemen užitek to igrati. To je tako kot ena, kako bi rekla, ne vem, kaj je en trans, no. Mislim, čeprav se vsega zavedaš ves čas, ampak tako te... In potem tudi, ko je konec, se še 2 uri ne pomirim. Tako je poln si adrenalina, elana, nekih euforičnih občutkov. Ker je tudi... Zato, ker je ta predstava, pa vse so narejene tako, da pač je na koncu potrditev publike. Tukaj pa tako, to je smešno, no, ampak tako, kot Facebook, Instagram, ki so te... lajki, ki ti nekaj sprožijo. Tako je tukaj, jaz imam skozi stik s publiko in skozi ti neki premisleki, cinizmi, kako bi rekla, ironije, ki jih sprožam, v bistvu skozi odziv dobivajo in tudi nekako hecno na psihofizično telo delujejo zelo vzpodbudno. Prej nekako ste razmišljali o tem, kakšne vloge dobivate, da razumeti je bilo, da včasih tudi niste zadovoljni. Kaj pa bi, ne, če zdaj že govorimo o tem razmisleku, mogoče za naprej vseeno, česa pa bi si vi želeli več? Jaz redko razmišljam o tem, katerih vlog bi si želela. V bistvu niti nimam, ne vem, po akademiji sem si zelo želela igrati Lady Macbeth, recimo, ali pa te neke glavne vloge iz teh kanonskih besedil. Zdaj pa bolj razmišljam v kontekstu tega, kdo dela, s kom delam. Zdaj pa ne bi tukaj zdaj izpostavljala, s kom bi si želela delati, s kom si pa ne bi želela delati, ampak zelo... Z Ivo Kraševec, recimo. Absolutno, z Ivo Kraševec bova še veliko sodelovali. Ampak zelo močno v bistvu režiserka s svojim pogledom na neko besedilo ali pa na neko temo, ker kdaj je sam tema, ki se je lotimo v avtorskih projektih, vpliva na to, kakšen bo ta ustvarjalni proces. Drama, torej vaše matično gledališče, je zdaj na drugem koncu Ljubljane. V stavbi, o kateri se je veliko pisalo. Kako je vam tam? Mi smo se navadili, kako bi rekla, to dejstvo, da smo nekje na obrobju Ljubljane, se meni niti ne zdi grozno, ker vsa velika evropska mesta delujejo tako, da imajo več centrov in se mi zdi fino, da za nek trenutek je lahko pa to nekje in tam oživi en del mesta, čeprav ta del mesta res težko oživi, ker je to res industrijska cona in so pač tovarne, pisarne, ta velika cesta. Na dejstvo, da gre ogromno enega denarja v privatni žep, smo tudi nekako se že navadili. Oziroma... Na to je Saša Tabaković recimo upozoril, se mu zdi, da ni bil tukaj zasledovan javni interes. Ja, tako. In da bi ta denar lahko krožil v neki javni sferi, absolutno ne, ampak ne to. Jaz mislim, da je za publiko v redu poskrbljeno, da je zelo privlačen prostor, da tudi radi pridejo, zmeraj več jih pride. Pogoji dela so pa hitrosti selitve primerni. Ene odločitve so seveda bile sprejete nepremišljeno, kar je pač logična posledica. Ene stvari so pa čist fajn. Ampak jaz pa mislim, da ko si ti zadovoljen s tem, kaj delaš, z vsebino, ki jo delaš, je lahko za teh par let čisto vseeno, ki smo. S tem bom končala. Okay. Za ansamblom so sicer kar turbulentna leta oziroma meseci. Veliko je bilo tudi tukaj nezadovoljstva. Z vodstvom smo tudi o tem pisali. Zdaj, ravno ta mesec je ravnateljica drame postala Ivana Džilas. Kako vi čutite to menjavo?
Tako bom vprašala, kaj vi mislite, da bi bilo treba delati s to ustanovo? Nekaj ste že prej rekli, ne pristajati na komercializacijo, v bistvu, da mora držati nek nivo. Kaj konkretnega? Jaz pravzaprav težko govorim. Jaz imam zelo velika mnenja o tem, ampak to je vodenje institucije je toliko kompleksna stvar in je toliko različnih aspektov, na katere treba razmišljati. Jaz mislim, da v prvi vrsti je pomembno, pa mislim, da s tem se tudi naša nova ravnateljica strinja, to vodstveno funkcijo razdeliti na dve. Mi smo, mislim, da še edini, ki imamo ravnatelja, ki pokriva, se pravi, ta menedžerski, pravniški, logistični del in pa umetniški del. In jaz mislim, da zelo redko kdo se lahko tega loti, kako bi rekla, temeljito, ker je to, sploh ne predstavljam. To se mi zdi ena zelo pomembna stvar, to mnenje tudi delim z enimi sodelavci. Mislim, živimo v zelo turbulentnih časih z vseh možnih vidikov. Ne? Vprašanje ženske, dajem ga na prvo mesto, ker smo prej govorili o tem. Vprašanje nekih osnovnih pravic, ksenofobije, porasta konzervativizma, vsega tega. Pač živimo v 3. svetovni vojni, pa pač, ker je ni v Evropi, še temu ne rečemo tako. In se mi zdi, da je ogromno tem, ki bi se jih lahko brez strahu lotevali. Se mi zdi, da gledališki repertoar ne rabi biti nujno v vseh pogledih političen, ampak mora biti pa angažiran. Nekako v teh okvirih razmišljam. Drugač pa bi pa rekla, da smo zelo utrujeni od teh parih mesecev, naša hiša in ves kolektiv. Od teh situacij, ki so bile in zdaj tega tranzicijskega obdobja. Moram pa reči, da je pa zdaj zavel en tak zelo svež veter in da v bistvu se vrača nek optimizem med zaposlene. Tako da smo si tudi malo oddahnili. Ja. O družbenem angažmaju. Torej, rekli smo že kar nekaj o tem, na kak način s svojim delom v gledališču poskušate, bom rekla, tudi drugače neke stvari premakniti, ampak izven gledališča se včasih tudi izpostavite za kakšno stvar. Recimo, tako ste se za My Voice, My Choice, pobudi za varen in dostopen splav pridružili, zbirali ste podpise, nagovorili evropske poslance. Kdaj se vi odločite za neko akcijo izven gledališča? Dostikrat, ko me k njej povabijo, pa če se mi seveda zdi smiselno, ne bi se udeležila pozivu, da bi govorila proti zbiranju teh podpisov. Ampak predvsem, če sem k njej povabljena in se mi zdi smiselno. Tako, no. Za Mladino ste, z Doro Trček ste govorili poleti, ste rekli, da feminizem ne pomeni samo tega, da ženske nočemo več stati za štedilnikom ali da si hočemo izboriti nekatere pravice samo zase, pomeni celostno revizijo družbenih odnosov. Umetnost pogosto deluje v nekem mehurčku, kjer se veliko ukvarjamo z marginaliziranimi skupinami in družbenimi neenakostmi, zato je občutljivost za te teme prisotna. Opozorila bi tukaj gledalce in gledalke tudi na komentar, ki smo ga objavili ta konec tedna, moje novinarske kolegice Urške Mlinarič, pravi: imate gospod Načkov, splav je smrtno nevaren, kjer Urška pravi: svet potrebuje na tisoče pogumnih žensk, da bodo mračnjaškim ideologom, ki bi ženske radi spravljali nazaj za štedilnike in jim kot edino družbeno funkcijo dovolili rojevanje otrok, dali jasno vedeti, da ženske same odločamo o svojem telesu in načinu življenja. Ampak, če se vrnem nazaj, to je ena od tem, ki je v bistvu vedno znova tudi preigrala. Tudi recimo v Prva beseda je mama. Pridemo v bistvu do tega. Se tudi sicer veliko ukvarjate s to tematiko? Mislim, s to tematiko se skozi ukvarjamo, ker so skozi poskusi, kako bi rekla, ogrožanja te pravice, ker je ta pravica skozi ogrožena. Seveda je ogrožanje te pravice v funkciji nečesa drugega, v funkciji kratenja pravic žensk, se mi zdi
in general, ne, in vračanja žensk na neko pozicijo, iz katere so se nekako uspele zvleči, se pravi, to je pozicija v zasebni sferi, v neplačanem skrbstvenem delu, zato da pač ta sistem, v katerem živimo, lahko deluje. Ne. In dokler bojo ti poskusi kratenja te pravice, poskusi nadzora nad ženskim telesom, poskusi se bomo pač s tem ukvarjali, mislim. To je aktualno. Kot Roksana, v Cyrano de Bergerac, kričite, jaz sem ženska in jaz hočem več. Več česa hočemo, več česa si zaslužimo in več česa si moramo vzeti. Več svobode v tem, da delamo glih, kar nam paše, če seveda ne ogroža svobode nekoga drugega. Več svobode v teh nekih vatlih, skozi katere smo obravnavane, ocenjene, objektivizirane. Ne? Kako bi zdaj to formulirala? Da ne bo tako pamfletno izpadlo. Več delavskih pravic. Ne? V predstavi Prva beseda je mama, ki sem jo prej omenila, in ki dekonstruira materinstvo oziroma mnogoplastno pogleda v bistvu na nekaj, kar se nam zdi tako samo po sebi umevnega in ki je zdaj aktualna, ko Benjamin Karnetič kriči Ronja, nisi sama, in predtem pove, kdo vse bo poskrbel zanjo. Se ta nisi sama, ta krik v bistvu se takrat sliši ravno kot nasprotje. Tako. Kot v bistvu sama si. Sama. Tako zelo boleče je doživljati tisti prizor, mislim, strani gledalca. Zdaj, vi ste igralka, do tega prizora, ko ga igrate, je cel proces nastajanja predstave. Ali zaradi tega procesa, recimo, neka ta bolečina, ki jo jaz čutim kot gledalka, je manjša pri vas, recimo? Ne. Mislim, se s tem ukvarjam, kdaj je lahko mogoče še večja, ker res bredemo po teh temah. In navajamo vse mogoče primere in res pod drobnogled vzamemo to tematiko, ki je zelo nepravična do neke mere. Ne. Tu se mi zdi pa zanimivo, kako v bistvu ravno nasprotno deluje, se pravi sama si, hkrati pa se mi zdi, da ta sistem, ki tako skrbi za vse nas, ki v bistvu daje videz tega, da mu je v interesu, da smo dobro in da nismo sami in da bomo, je v bistvu teror. Je v bistvu nasilje. In je iluzija. Slovenija je imela svojimi to gibanje, oziroma ga ima. Tukaj so bila razkritja Mije Skarbinac. Imeli smo ključnik Nisi sama. Je bilo od takrat, po vašem mnenju, na sistemski ravni dovolj narejeno? Zato, da ne bodo same. Na sistemski ravni... Narejeno je bilo recimo to, čisto konkretno, da se je ustvarila ena delovna skupina v okviru DSI-ja, ki je zelo močno delala na tem, da bi se ustvarila tudi pravno-formalno neka okolja, ki imajo ničelno toleranco do spolnega nadlegovanja ali nasilja. In mislim, da je ta skupina tudi celo naredila nek certifikat, ki ga lahko dobijo ustanove, če izpolnjujejo te pogoje. Jaz mislim, da se na sistemski ravni pa seveda še ni premaknilo dovolj, ker še vedno se to dogaja, še vedno je največ nasilja, ki ga gledamo pri nas, je femicid. In da je tukaj še veliko treba govoriti in veliko tudi o tem, kako se mi zdi politika o tem govori in kako vzpostavlja ničelno toleranco tudi v sovražnem govoru do svojih kolegic političnih, recimo. Pa to je samo ena majhna stvar znotraj tega. Se mi pa vseeno zdi, da nek majhen premik se je pa zdaj v tem mikrookolju, v katerem jaz delujem, pa zgodil, da
ene stvari res niso več sprejemljive. Govorite o gledališču? O gledališču, ja. Ker tudi, a veste, mi, ko delamo, ko vadimo, ko improviziramo, ko imamo neko vsebino, ki jo moramo pač postaviti na oder, je veliko ene svobode, ne? In zdaj težko je tukaj neka pravila lahko ti začrtaš vnaprej, ampak ko se umetniška, ustvarjalna svoboda zgodi, pa se začne to odvijati, pa mi nekaj igramo, pa se hecamo ali pa resno vstopamo v neke prizore, ki niso vnaprej začrtani, ker je to improvizacija, je težko te meje postaviti, ne? In gre tukaj zelo močno za nek notranji občutek, ki se ga naučimo, ne? Ustvarjalci med sabo. Tukaj opažam neke razlike. Opažam razlike pri pri tem, kako se teme naslavljajo znotraj procesa strani mogoče nekih starejših moških kolegov, da vse je neka zavest o tem se razvila. V predstavi igrate več vlog. Ena od tega je v bistvu, da igrate vlogo moža in očeta, ne? Torej, ko je žena in mama Klemen Janežič. Ne? Kot je zapisal Gašper Stržišar v Dnevniku, te naravne delitve v bistvu pravi, v prizoritvi prave beseda je mama, je izstopata Tina Vrvnjak in Klemen Janežič, ki prepričljivo lovita razpone utrujenosti, samonadzora in tihe frustracije ter z izbrušeno partnersko igro držita prizore prizemljene in človeške. In zanimiva in več kot pohvalna je tudi zamenjava spolov, torej Janežič kot mama in vi kot moški. Ta odločitev ustvari jasen, razumljiv premik perspektive. Gledalec nenadoma dobi uvid v delitev skrbstvenega dela brez predsodkov o naravnih vlogah. In tukaj me zanima zdaj te naravne delitve, naravne vloge, ne? Kako jih pri vašem delu, ko obrnete, ne? V bistvu vloge, ne? Mislim, spol, ko zamenjate spol. Kakšna je za vas ta menjava spola v gledališču? Ne? Tudi v predstavi Zdravnica, ne, recimo, igrate moškega, ne? Ja, seveda čisto odvisno od konteksta, ne? Ker v funkciji česa je ta menjava spola, ne? Zdaj lahko je v funkciji smešanja, lahko je v funkciji neke karikature, ne? Nekega odnosa do performiranja moškosti ali pa ženskosti, ne? Se mi zdi, da dostikrat potem nekako se poudarjajo ti neki načini vedenja, ki so značilni po teh nekih normativah, ki jih imamo družbenih za eno ali pa drug spola, ne? Pri Zdravnici in pa pri Prva beseda je mama smo pa izrazito šli kontra temu, ne? Tam pri Zdravnici je v bistvu v besedilu že avtor zastavil, da identiteta igralcev naj se ne ujema z identiteto vlog. In tukaj nisem vprašanje spola, ampak tudi rase vsega, ne? In smo zelo v bistvu pazili na to, da ne jaz, ne Saša Mihelčič, ne kdo še igra moškega, nismo igrale moškosti, ampak predvsem nismo performirale ženskosti, tako kot po nekih teh normah bi naj jo, ne? In se mi zdi, da to je bil nek naš način te menjave. Tukaj pri Prva beseda je mama, je pa bilo podobno, ne? Tudi se mi zdi Klemen je oblečen v ene petke, tudi nima izrazito ženskega kostuma, v bistvu ne miga z boki, nima umetnih prsi, nič nima, ampak pač igra to vsebino tega človeka, ki je vpet v zahteve doma, zahteve službe, zahteve doktorata, otroka, vsega, kar je, in pač znotraj tega, ne. In zdaj seveda, ja, ko ti gledaš moškega, pri tem, da si bil do zdaj zmeraj vajen nekako ženske gledati v tej funkciji, tudi v prizarjanju, ne, to rata totalno absurdno. Čist ene stvari tudi, ki jih izreče, ki jih res izrečemo, ne. Tako kot je zapisal, ne, ko zamenjaš perspektivo, vidiš nekaj drugega, ne. In tudi jaz znotraj tega v bistvu, ker Klemen tle opravi res levji delež v tem prizoru, pri tem, da
se je Klemen, ki je zelo sposoben moški, mogel truditi, da mu to ne gre, ker on je to vse z desno roko, z levo roko poštimo. Se jaz pridem in se odzivam na to. Ne? Ampak spet, jaz imam silhueto, žensko, nič ne skrivamo, tudi ne, mogoče malo nekaj provam biti, kar je v bistvu napaka, kar je v bistvu moja šmira, malo bolj tako. Ko se sedem pa tako. Zato, ker smo prav želeli gledati moškega, ki opravlja te stvari in ki govori te vsebine in pa v ženski vlogi in pa žensko, ki v bistvu ne v vlogi spola, ampak v vlogi teh vsebin. No. Tako smo hoteli. Nalog, ki jih pravlja. In pol tukaj igrati moškega ali pa igrati žensko, kaj je to? To je tako malo hecno. Ne? Nikoli ne igraš spola. Če jaz igram žensko, jaz igram točno določeno žensko, ki ima neke aspiracije, neke travme, neko vsebino, ne igram spola, ki igram žensko. Ne? Seveda se ukvarjam s tem, kako hodi. Ne? Zdaj je dobro. Če je prostitutka, recimo, ne, in je na nek način vstopa v odnos z moškim, so to spet neki odnosi, ki smo jih vajeni na ta način in potem pač se tudi s tem ukvarjam, ampak predvsem vsebine igramo. No. Ampak se mi zdi, da upravlja dobro funkcijo, torej da je v funkciji dobri tega razpiranja, doživljanja tega, kako v bistvu gledamo, kako so spoli v bistvu družbeno konstruirani. V tej predstavi, ne? Ja, meni se zdi ta obrat zelo smart. Ja, da zelo dela. Hvala lepa, da ste bili moja gostja. Z veseljem. Hvala za pogovor. Hvala. Vem, da ne radi dajete intervjuje, ampak upam, da je bil ta... To prijeten. Jaz upam, da sem kakšne vsebine povedala. Absolutno. Hvala lepa in srečno v novem letu tudi vam. Tudi vam hvala enako.